veseljem v naši družbi pozdravljam gospoda Markota Pogačnika, geomanta svetovnega slovesa. Lepo pozdravljeni, Marko. Ja, hvala za vabilo. To je pa res lepo, da bomo se danes pogovarjali. Ja, in to v kakšnih stvarih se bomo pogovarjali. To je pa najlepše. Jaz imam v rokah vašo knjigo. To bom rekla do zdaj zadnjo, Ustvarimo kulturo gaje. Prebrala sem jo in moram reči, da sem najprej pomislila, ali je to vaša najboljša oziroma največja knjiga do zdaj. Govorim po pomembnosti vsebine. Kaj bi vi rekli? Ja, različne čase zahtevajo različne knjige. Jaz skušam reagirati na določen trenutek, ampak ta se res pripravlja že 20 let. Oziroma sem že prej naredila eno podobno knjigo v nemščini, pa češčini je šla, ampak zdaj sem šele bil pripravljen lansko leto za res narediti takšno knjigo o kulturi gaje. Zame zagotovo najbolj markantno poglavje je tam, kjer tolmačite Apokalipso. Vsi vemo, da je to zadnje poglavje Svetega pisma, ki je neštetokrat in citirano, in vsi, ki jih to zanima, se nekako ukvarjajo s tem, kaj zares nam ta Apokalipsa pripoveduje in poskušajo razložiti in razumeti. Dajte vi povedati, kako ste vi prišli do tega, kar je zapisano v knjigi, če mogoče en povzetek naredite, kaj ste ugotovili o Apokalipsi in na kakšen način ste do teh ugotovitev prišli. To je bilo na začetku vrat v 3. tisočletje, torej pred 24 leti. Takrat sem prvič opazil, da se Zemljo nekaj bistvenega dogaja, ker se ukvarjam z geomantijo in tem subtilnim dojemanjem nivojev Zemlje, sem lahko to opazil, imel sem tudi določene sanje, ki so me opozorile in sem se zavedel, da je stekel nek proces, kot da znotraj Zemlje se je začel premikati ogromne neke mase, bi rekel, so se začele premikati, kot da Zemlja pripravlja neko veliko preobrazbo. Takrat sem se spomnil na Apokalipso, ampak težko je najti dostop do tega besedila, kot da je kodirano. Na srečo imam stik s jaz mu rečem elementarni mojster. To so bitja modrosti Zemlje, ki imajo vpogled v spomine, ki jih Zemlja hrani. Je to telepatski stik? Na kakšen način se povezujete z elementarnim mojstrom? Ja, to je telepatski stik. Jaz grem na en določen kraj, kjer ta stik lahko vzpostavim. In potem s tem notranjimi slikami postavljam moje vprašanje. To se ne da govoriti logično, ampak je treba s pomočjo slik, in kar odgovori pa prihajajo na osnovi občutij in pa tudi notranji sliki. In jaz moram to sproti prevajati v logični jezik. No in potem pa še se poglabljam, to so ponavadi relativno kratka sporočila. Recimo v tem primeru mi on reče, ja, poglej ti, kje je začetek. Začetek je točno na sredini Apokalipse. Ni niti na začetku, niti na koncu. In seveda poznam ta začetek. To je tam, ko se pojavi velika žena na nebu, obdana zvezdami in soncem, stoji na luni, tisti znana podoba Marije, ampak dejansko gre za nov princip, kozmični princip, ki je ženske narave, ki je nadomestil moškega iz prejšnjega obdobja. Tako da sem takoj vedel, to je verjetno res ključ. Potem pa se je začel to odvijati, včasih grem še zmeraj, sem šel k mojstru po pomoč, ampak v glavnem
sem hitro opazil, da je zgrajena, to besedilo je zgrajeno tako, da če se začne torej v začetku, to je 12. poglavje, da so potem poglavja levo in desno podobna, imajo čisto podobno zgradbo, tako da je očitno da se tekst razvija tako iz sredine proti začetku in proti koncu. In zares na začetku je 7 pogojev, da bi človek lahko vstopil v ta proces preobrazbe v obliki 7 pisem, značilnosti nove zemlje. Tako da mislim, da sem dobil pravi ključ v roke in sem začel pisati. Kot ste izpostavili to ženo na nebu, se pravi, da postaja, vedno smo govorili, vesolje je moško, kozmos je moški princip, in v nasprotju z ženskim. Zdaj pa vi pravite, da prihaja čas, ko to vlogo prevzema ženska. Kako to razumete na vsakodnevni ravni, recimo v družbi? Moški princip je koncentriran, je kot strelica usmerjen v eno točko, zato ker mora biti jasen in odpirati korake, omogočati korake. Medtem ko ženski pa ne da omogoča korake, ampak da povezuje. Torej ženski princip je tisti, ki povezuje, obsega, integrira. In to je nekaj, kar danes manjka v družbi in v medčloveških odnosih. Zato je medtem ko moški, če je pa moški sam, torej kar se je zgodilo v zadnjih tisočletjih, če sam vlada, potem je pa to preveč ostro, je meč, gre naprej, ampak življenje pa pušča za sabo. In zdaj imamo vse posote razdrte biotope in nerešljive probleme v življenjskem okolju. Življenje nam pa odteka. Zato je bistveno, da se zdaj to obrne in da ženski princip pride na prvo mesto, ampak ženski princip je tak, da nikoli ne izloča, ampak zmeraj povezuje. Torej povezuje tudi moškega. In tako je moški pride spet noter, ampak ne več kot vodilni princip. Bistveno je to, da ženski postane spet vodilni princip in omogoča, da se planet ozdravi in da se mi spet najdemo kot človeštvo in se imamo radi in tako. To je res en kozmični premik. Vi opisujete notri tudi videnje, kako se bo človeško telo tudi spreminjalo. Recimo omenjate nove plasti kože, ki se bodo razvile za človeka, ker jih bo potreboval, ker zaradi teh visokih vibracij polja Zemlje. Ja. Se pravi, dejansko... Ja, mene morate razumeti, da jaz sem toliko občutljiv, da jaz lahko dojemam te ne samo fizične razsežnosti, ampak potem tudi bolj fine razsežnosti. In vidim te spremembe, ki se dogajajo, tudi temu ponavadi rečemo aura. Ampak aura ni samo tisti sijaj okrog glave, ampak je pravzaprav so take energijske plasti, ki ima človek, recimo fizična koža, potem so pa še take subtilne plasti kože, ki nas varujejo pred vplivi, ki so energijske narave ali pa subtilne, recimo negativna čustva, da nas vse ne odzune ne napadejo. Ampak to je samo delna funkcija. To je nek živ organizem, energijski organizem, ki se tudi spreminja glede na potrebe. Recimo, če bo močnejše sonce, da ga ne bomo več prenašali, se bodo te plasti tako razvile, da bojo varovale. Oziroma, če bomo
zašli v območja večje žarčenja zemlje, bo to kot nekakšna obleka, ne bo treba, da bomo nosili skafandre, kot kakšni predstavljajo. Ampak mi to vse imamo, mi smo del zemlje in del kosmosa in v nas so številni potenciali, ki jih enostavno niti ne poznamo, niti ne uporabljamo. Ampak to je, kar govorim, je po moje optimistično, ker ne bo nas zemlja pokopala v tem nesrečnem času, ampak nas spominja na neke možnosti, ki jih imamo, pa se jih ne zavedamo. Spravi, v Slovenijo je pred kratkim prišel srbski avtor duhovne in ezoterične literature, kar nekaj intervjujejo na našem kanalu z njim, Milan Nikolić Izano. In pri njem sem prvič slišala, ko govori o človeku kot kozmičnem človeku, ki v sebi nosi pravzaprav celo vesolje. On pravi, zvezde so v nas, planeti so v nas, naši organi so planeti in tako naprej. In tudi v vaši knjigi sem na nek način zaznala oziroma prebrala nekaj v tem smislu. Lahko poveste, kako vi to razumete, kaj pomeni, da človek vsebuje zvezde in planete? Ja, mislim, da je to en tak princip, ki ga Zemlja uporablja pri svoji kreaciji, ki mu rečemo holografski. Lahko rečemo holografski. To se pravi, da je mogoče v enem delcu lahko vse navzoče. Recimo, tak delec bi bil človek. Mi smo samo en delec širšega prostora, ampak lahko bi bil tudi atom. Atom se včasih razlaga kot en majhen sončni sistem, da je jedro pokrog krožijo elektroni. Ampak ko sem jaz pisal o vesolju človeškega telesa, sem opazil tudi pri srcu. Recimo, da je človeško srce je tudi kot eno jedro in okrog krožijo taki fini delci, kot da je v njih kodiran, so različne kvalitete srca, ampak je zelo podobno planetarnemu sistemu. Tako se pri kreaciji pogosto pojavlja, da je tisto, kar je v velikem, da je tudi v malem. Lahko je to manj izrazito ali pa bolj izrazito. Ampak človek je tako bitje, ker imamo toliko razsežnosti in smo nekako, kot da bi bili nekakšna sinteza, sinergija različnih svetov, je potem to bogatstvo v nas res izredno in mi se ga komaj kaj zavedamo. Zato je tako, da smo zaspali. Ja, zato je tako pomembno, kar vi pišete in kar govorite. Če vedno govorimo, kako nebo vpliva na človeka, ne? Recimo, da govorimo o planetih ali pa recimo najbolj banalno, bom rekla, polna luna, recimo, kako vpliva na človeka. Zdaj pa me obratno zanima, kako človek vpliva na nebo, oziroma kakšna je ta obratna povezava človeka do neba. Kaj daje človek nebu? To je vprašanje na katero. Ja, to je odlično vprašanje. Mislim, da je nekaj bistvenega, da smo mi nekako nebo utelešeno na zemlji in zaradi tega omogočamo, da lahko sile, recimo jim rečemo nebesa, kozmične sile in bitja, ki tam delujejo, da lahko sodelujejo z Zemljo. Zemlja pa razvija nekaj izjemnega v vesolju, je nekakšen inovator. Zemlja je inovator, ker razvija že nekaj milijard let to možnost, da bi se lahko duhovne razsežnosti utelesile. Se pravi, da mi recimo, da se lahko dotaknemo rožice ali pa kamna,
gromozanski dar, ki ga vsa druga bitja v vesolju nimajo še. Ampak Zemlja to razvija, ne more pa to sama, ampak druga bitja različnih razsežnosti pri tem morajo sodelovati. Potreben je pa nek člen in ta člen je človeško bitje, ta člen mora imeti sposobnost, da seže najviše, torej visoke razsežnosti in mora biti tudi utelešen, da lahko in ozemljen, da lahko seže globoko v zemljo. To, kar šamanski svet recimo pravi, da podzemlje, mi sežemo v podzemlje, mi smo na zemlji in sežemo v zgornji svet, torej kozmični. Mi smo kot nekakšen link. In ta link je pa ni avtomatičen link, ampak ima svoje osebno sposobnost odločanja, torej osebno kreativnost, sposobnost kreativnosti in kroz nas se potem to kreativno dogaja ta povezava med kozmosom in Zemljo. Vsak človek je drugačen, zato prinašamo kot različne kvalitete. Mikro gledano zelo različne, tako da pokrivamo široke spektre, zato smo tako različni, kar nam velikrat hodi narobe, ker se potem zapletamo med seboj. Ampak ta širina je potrebna zato, da lahko dovolj na široko utelešamo ta link, to povezavo, ki je bistvena za razvoj Zemlje in vesolja. Zdaj pa me še nekaj zanima, vaš pogled. Se mi zdi, da na Zemlji se vse vrti okrog čustev. Res, vse se vrti okrog čustev. Čustva so taki, nas vodijo, velikokrat, človeštva vodijo čustva v plusu in v minusu. Ali po vašem mnenju in v pogledu na višjih dimenzijah na nebu obstajajo čustva ali je to lastnost Zemlje oziroma materializiranega objekta, subjekta? Ne, mislim, seveda se dogajajo čustva kot recimo sočutje ali ljubezen, ampak pri človeku je še nekaj drugega, da mi lahko čustva utelešamo, to se pravi, da jih izražamo. Mi lahko objamemo eden drugega, se imamo radi, pobožamo goro ali pa drevo in to je nekaj posebnega. To niso samo fizični stiki, ampak se skozi to pretakajo kvalitete, to se pravi v tem primeru čustvene kvalitete. Tako da smo mi tudi nekakšen prva priložnost, da se čustva, ki so sicer kozmične kvalitete, da se utelesijo v življenju, da so življenjske narave. Samo je pa res, da nismo še mojstri tega, ker nam ta čustva prehitro zdrsnejo v svoja nasprotja, recimo ljubezen v strah ali pa v sovraštvo. In so tako močne te sile in pa mislim, da je potrebna tudi kot nasprotni pol, tisti pol, ki balansira, to je zavest. Zavest, kdo smo mi in kakšen je smisel tega, kar se pretaka skozi nas kot čustva, da to smiselno uporabimo za dobro drugih in za, seveda tudi za svoj razvoj. In ne, da dovolimo, da nam to uide v negativno stran, kar se stalno dogaja celo na planetarnem nivoju, ko se pride do vojn. Ja, potem pa nekje v eni točki knjiga pride do trenutka, ko se pa resnično zamisliš. Vi govorite, ideja o naši uglašenosti z Gajo je prisotna že tisočletja. In tu pride moment, tudi ko pravimo, oziroma ko pravijo, časa ni, oziroma je samo večnost. Kaj to pomeni, da apokalipsa, ki jo mi pričakujemo,
nekaj, kar pričakujemo, da se bo zgodilo, da vse to že je, da ni zares nič nov čas zdaj, ali sem to narobe razumela? Ne, mislim, da ste prav razumeli. Jaz mislim, da se je apokalipsa že zgodila, ker v tistem trenutku, ko je Kristus, torej Jezus iz Nazareta, prvi na zemlji 3 leta govoril o teh novih principih bivanja in kdo je človekova identiteta in take reči. Vse to je v veliki meri bilo potem zasenčeno in odtujeno, ampak takrat se je zgodilo, je to seme že padlo na zemljo in apokalipsa je bila pisana malo kasneje, ampak kot nekakšen dokumentacija tega, kar se je v tistih na začetku našega štetja dogajalo. Ampak so pa različni nivoji, to se je zgodilo recimo na eteričnem nivoju, ampak to more priti tudi na tla. In kar zdaj doživljamo po 2000 letih, torej medtem je to recimo potekal ta proces znotraj zemlje, ampak kot prej omenjeno na začetku najnega pogovora je prišel čas, jaz sem to zaznal 1998 leta, recimo, je prišlo to do utelešene resničnosti. In če pogledamo, potem je kar hitro tista nesreča z dvojčki v New Yorku, torej s tistima 2 stavbama, New Yorku, kot opozorilo, da se neke velike stvari dogajajo. Mi smo to mislili, groza, kaj se godi. In to od takrat se nam vrš čas nekaj dogaja, predvsem zadnje 2-3 leta, ali pa letos pa še sploh. Ker pomeni, to so kot sence nečesa, kar mi ne pripoznamo, nočemo videti in potem da nas pridejo samo sence, sama nesreča. Lepo prosim, gledajte pozitivno stran tudi. Noben noče poslušati, da je treba gledati, da za temi sencami poteka nek proces, ki bo omogočil bodočnost. To, kar jaz imenujem kultura gaje, nek način, kako reči, da je nova civilizacija nastaja, da je že v nastajanju. Lepo prosim, gledajte. Zato mislim, je smisel te knjige, je, da bi opozoril, da zdaj nastaja, v tem trenutku. Ampak je tudi takrat. To je sočasnost. Ja, to je prav težko razumeti, samo razumsko, to nekako moraš dojeti oziroma zaznati na nekih drugih frekvencah, vibracijah. Ja. Kaj bi rekli, zdaj smo že blizu preloma 2022-2023. Imate kakšen občutek, kakšen vtis, kakšno leto prihaja? Jaz skušam slediti procesu preobrazbe, ki se dogaja. In to, kar opažam, ali pa tudi, kar me sanje opozorijo, je, da zamujamo. Da zaradi tega, ker da človeštvo se ni pravočasno vključilo v ta proces in zato en bistveni kolešček, bistvena dinamika tukaj manjka in zato zamujamo. Ne smemo, zamujati pa ne smemo, ker je to nek kozmičen proces, to se pravi, da so tudi drugi deli kozmosa ali vesolja v to, vsak na svoj način vpleteni. In da ne more, tak proces ne more čakati, lahko čaka nekaj časa, ampak in zdaj je prav se zdi, da se stvari zaostrujejo zaradi tega, ker se ljudje nočejo prebuditi. Oziroma, mislim, da delujejo take sile, ki se bojijo sprememb in zaradi tega si izmišljajo različne hude težave, s katerimi se moramo ljudje potem ukvarjati in na ta način nam uide spomin ali pa možnost, da bi videli, kaj se v resnici dogaja
Dogaja se pa potem to, da zemlja zamuja. In jaz sem to knjigo Stvariti kulturo Gaje pisal zaradi tega, da bi kar prehitev, da bi že postavil neke osnove bodoče civilizacije, čeprav še ni za to pogojev. Ampak na ta način je nekaj, kar še ni, je že na nek način. In lahko Gaja potem kaže, nisem edini, tako knjigo in kaže, lejte, že je, puste me naprej, ker ne smemo zamuditi. Če zamudimo, moramo potem čakati mogoče 1 milijon let ali kaj takega, da se spet vključimo v te procese preobrazbe. Kar pa ni ravno kratek čas gledano iz človeškega vidika. Ne, ne sme se to zgoditi. Ja, vi ste rekli, napisal sem knjigo zato, da sem prihodnost pripeljal v sedanjost oziroma da ste že spuščeni naprej. Ali torej ljudje, ki delajo v dobro oziroma v razvoj zemlje, so spuščeni naprej, že v boljši svet? Torej, vsi skupaj smo pripuščeni, čeprav nismo še kot človeštvo naredili tega koraka, ampak ker smo posamezniki, ki to že nekako manifestiramo v obliki svojih del, se že ta vrata se odprla, čeprav ali pa se odpirajo, čeprav še ni to uresničeno. To se pravi, ne gre zame ali za kogarkoli, ampak gre za neko skupen napor prebujenih posameznikov pa skupin, da bi omogočili, ker potem lahko Gaja in Kozmos tudi naknadno, tako nazaj rešujejo reči, recimo, da se toliko ljudi ne udeležuje tega prehoda, je možno to, ko bi rekel, vzvratno potem reševati in se bo reševalo. Nobenega se ne bo pustil na cedilu. Ampak ne moramo pa čakati, se pa ne more. Razumete, tlele je huda težava v tem trenutku in se moramo vsi zelo potruditi, da bomo to težavo skupaj premagali. Zdaj pa povejte za tiste gledalce in gledalke, ki v tem trenutku gledajo in se sprašujejo, a sem jaz ta človek, ki pripomorem k temu, da ujamemo ta čas, ali nisem, a delam prav ali ne delam, a živim v skladu z recimo univerzalnimi zakoni ali ne. Kako si človek lahko odgovori na to vprašanje po vaše? Treba se zaupati. Ne sme se dvomiti o samem sebi. Mi smo prišli, mnogo nas je prišlo s to nalogo, da zdaj v tem trenutku priskočimo tako rekoč Gaji na pomoč in vsak najmanjši prispevek je pomemben. Tako da nekateri že s tem enostavno, da smo mirni, da ne zapadamo v strah ali v take množične histerične situacije, lahko bistveno pomagamo. Torej, vsak naj pogleda, kje je recimo njegova dobra točka, močna točka, kje lahko pomaga po svojih močeh v tem trenutku, pa se bojo odprla potem še druga vrata. Moramo se zavedati, da so še drugi nivoji, kjer je, kot se prej rekel v zvezi z apokalipso, da se je že zgodilo vse in bi lahko zdaj dali roke križem. Ampak se mora tudi na tej ravni, zaradi tega je smiselno zaupati. Ne, to ni prazno zaupanje ali pa upanje, ampak je zaupanje, da stvari tečejo, da so pravočasno bile upeljane in da vsak z najmanjšim prispevkom, magari, da si miren, lahko pomaga. Zelo lepo ste povedali. Zelo lepo, da je človek miren, ja. Kako veliko že to pomore? Ja, ker
Jaz sem po poklicu umetnik in jaz vem, kaj je ustvarjalnost in verjamem, da je vsak človek ima v sebi neke ustvarjalne sposobnosti. In te so, kot rečeno, zelo različne. Vsak človek to lahko najde v tem trenutku, kaj je tisto. Treba je odpreti svoje srce in svoje ustvarjalne sposobnosti in na delo. Ja. Mogoče samo še nekaj iz knjige, ko smo prej govorila, da je človek uteleša planete in zvezde, ne? Vi pravite tudi vitalni energijski sistemi zemeljskih pokrajin prevzemajo človeško telo. Ne? To je to, no, o čemer sva že govorila. Ja, da recimo v človeškem telesu so ravno tako energijske linije ali pa energijski centri, kot jih poznamo v geomantiji, ampak seveda v mikro je res, da je živčni sistem, imamo sistem krvnih žil, ampak imamo tudi tisto, kar akupunktura recimo poznane, ne, to so te vitalno-energijski pretoki. In podobno je v pokrajini. Nekako Zemlja je združila vse svoje znanje skozi milijone let, ko je omogočila človeku, da se postopoma uteleša pač s pomočjo živalskega sveta, predvsem primatov, je hkrati v človeka, ko bi rekel, vgrajevala vse to, kar je že razvila in potem pa tudi to, kar ona ima kot stik z vesoljem, s kozmosom in te kvalitete. Tako da je človek bitje v nastajanju. Mi nismo do konca narejeni, ampak smo pa dosegli stopnjo, ko zavestno nadaljujemo svojo evolucijo ali pa lahko nadaljujemo. To je že velik dosežek, ampak smo še zmeraj v nastajanju. Ja, kot rečeno, kot nekakšen mikrokozmos odražamo makrokozmos Zemlje in vesolja. Če imamo mi vse to v sebi, koliko je potem pomembno, da recimo, koliko človeku pomaga, da najde recimo mesto, ki ga vi izmerite kot geomant, energijsko močno, da so tam določene silnice, zmajeve črte in tako naprej. Če ima človek to že vse v sebi, lahko doseže to potem brez obiska, brez takšnih krajev in mest. Ja, zdaj smo pa res na taki stopni. Recimo prejšnje kulture so potrebovale svete kraje zaradi tega, da so se zmeraj znova povezovali, ljudje povezovali, tam so izvajali rituale, da se ne zgubijo v vesolju in v zemlji. Ampak zdaj smo toliko daleč, da vemo, da je to znotraj nas in s tem se je spremenil tudi smisel geomantije. Zdaj pravzaprav vemo, da so tiste točke, ki so še zmeraj lepe, če so čiste, ampak so hkrati tudi možnost, da mi sodelujemo z Zemljo, da komuniciramo z biti drugih nivojev. Torej, to je neka druga funkcija. Seveda še zmeraj človeku pomaga priti na nek lep kraj. To bo zmeraj ostalo. Ampak tisti osnovni namen je pa drugačen. Predvsem gre zdaj za komunikacijo. To jaz tudi v knjigi poudarjam, da razvijamo svoje sposobnosti, predvsem senzibilne in telepatske, kako z drugimi biti paralelnih, sporednih evolucij lahko komuniciramo, da postane ena široka družba, kjer so utelešena bitja
znajo sodelovati in se pogovoriti tudi z biti drugih razsežnosti, ki so vsi te razsežnosti so del širše zemlje. Torej, to je, jaz imenujem zemljino vesolje ali pa Gajino vesolje. Ja, Marko, hvala za ta spet izjemno zanimiv pogovor, ki ga priporočam večkrat v poslušanje, ker je notri res veliko sporočil, ki človeku, rekla, odpirajo oči, odpirajo oči oziroma nudijo en celostni pogled, tako kot vse vaše knjige. Hvala, res hvala za vaše delo in vaš doprinos k dobremu svetu in vsemu ostalemu. Ja, to delam z velikim veseljem in me zelo veseli, da je tudi kdo na svetu, ki se za to zanima. Lepo se zahvaljujem za vabilo in za ta intervju. Je darilo zame, pravzaprav. Upam, da tudi za druge. Zagotovo.